Poglejmo, kje je odraščala Marie Curie. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Republika Poljska je obmorska država v srednji Evropi. Leži med Nemčijo na zahodu, Češko in Slovaško na jugu, Ukrajino in Belorusijo na vzhodu ter Baltskim morjem, Litvo in Rusijo na severu. Meri nekaj manj kot 313.000 kvadratnih kilometrov in ima okoli 38 milijonov prebivalcev. Po številu prebivalcev je 5. država med državami članicami Evropske unije. Poljska ima tudi en otok in pol v Baltskem morju. Otok Volyn v celoti pripada Poljski, ozemlje otoka Usedom pa se deli z Nemčijo. Položaj države in dostopnost sta bila razlog za mnoge vojne na tem ozemlju in meje države so se zato znatno spreminjale. Glavno mesto Poljske je Varšava. V tem mestu živi nekaj manj kot 2 milijona prebivalcev. Valuta je poljski zlot. Za 1 evro dobimo nekaj več kot 4 zlote. Večinoma je površje ravninsko. Le v južnem delu države so visoke gore, Tatre. Kljub temu pa imajo več kot 70 gora, ki so višje od 2000 metrov. Ogromni ravninski predeli so primerni za poljedelstvo. Zato ni nič čudnega, da je Poljska največja evropska proizvajalka in izvoznica krompirja in rži ter glavna proizvajalka sladkorne pese, ječmena in ovsa. Poljska razpolaga tudi z velikimi količinami premoga in zato predstavlja eno vodilnih evropskih izvoznic slednjega. Druga naravna bogastva sestavljajo zaloge sulfatov, bakra, zemeljskega plina, železa, cinka, svinca in soli. Bogata zgodovina, mnogi narodni parki, teh je kar 23. Jezera, gore, bogato živalstvo. Med drugim na Poljskem živi tudi največja čreda evropskih bizonov. Vse to je le nekaj razlogov za obisk. Mora pa biti tudi nekaj v zraku, nekaj pametnega. Zakaj tako trdim? Med znanimi Poljaki so bili tudi Marie Curie, znanstvenica in prva Nobelova nagrajenka, pa tudi edina ženska, ki je Nobelovo nagrado prejela 2-krat. Nikolaj Kopernik, matematik in znanstvenik, ki je prvi spoznal, da je Sonce središče našega sončnega sistema. Pa tudi pianist in skladatelj Frédéric Chopin. Pa poglejmo še nekaj nacionalnih jedi. Favorki, ki so zaradi svojega videza dobili ime angelska krila, so okusni, ocvrti, sladki trakovi, podobni našim flancatom. Zelo znani so poljski pirogi. To so smoki v obliki polmeseca, ki imajo lahko sladke ali slane nadeve. V teh vročih poletnih dneh bi se prilegla poljska kumarična juha, pripravljena iz kislih kumaric in pora, korenja in krompirja. Ne smemo pozabiti omeniti tudi sarm, ki jim na Poljskem rečejo gumbki, in krompirjevih smokov, ki nekoliko spominjajo na italijanske njoke, le da so precej večji. Med brezalkoholnimi pijačami so pogosti kompoti, ki jih pripravljajo iz sadja in začimb. Nanje pa nalijejo več vode, kot je v kozarcu sadja. Poljaki popijajo tudi veliko čaja. Med alkoholnimi pijačami prevladujeta vodka in pivo. Izdelujejo pa tudi nekatera druga žganja s precej zanimivimi imeni, kot sta na primer Starka in Krupnik. Privoščite si osvežilno pijačo, predvsem pa do naslednjega popotovanja lepo se imejte in pazite nase.